Eden od zelo pomembnih dejavnikov pri prodaji podjetja je sploh ugotovitev, ali je podjetje primerno že za prodajo, da je treba pravzaprav še v to fazo spraviti. Namreč veliko podjetij je nekoliko nepočiščenih, se pravi, še niso posanirane vse stvari, ki bi nekako pred prodajo morali biti, zato je smiselno, da se pred začetkom postopka prodaje pravzaprav preveri, ali je podjetje v fazi, ko ga je sploh možno prodati, ali je treba najprej pravzaprav stvari pripraviti sploh do te mere, da bo podjetje primerno za prodajo. Smiselno je, da to se zaupa nekemu strokovnjaku, nekemu zunanjemu sodelavcu, predvsem zato, ker bo v primeru, da pač vrednotenje pripravi prodajalec, skoraj zagotovo kupec prišel s svojo cenitvijo, ki se bo seveda razlikovala od cenitve prodajalca, in potem bo preko pogajanj verjetno šele dosežena neka tista končna prodajna cena. Zato je pa pametno, pa smiselno, da so te cenitve izdelane še vedno na strokovnih podlagah, ker jih je potem v fazi pogajanj lažje braniti in zagovarjati. Prodajalec bo ob izstopu seveda zelo verjetno bo nastopil nek obdavčljivi trenutek, zato je pametno še pred prodajo ta obdavčljivi dogodek zasimulirati, analizirati davčne učinke. Vkolikor se ugotovijo, da te niso najbolj optimalni, razmisliti, če je možno še pred prodajo prestrukturirati organizacijo na ta način, da se doseže neka davčna optimizacija ob izhodu. Tako da to je najbolj pomembno za prodajalca. Z vidika kupca pa tudi sam vstop ni tako zelo nepomemben z davčnega vidika, ker se lahko kasneje pri samem delovanju ali pa pri njegovem izstopu pojavi nek položaj, ki davčno ni optimalen, zato tudi na strani kupca velja, da je smiselno pred izvedbo nakupa narediti neko analizo in neko načrtovanje davčno najbolj optimalne pozicije.